Dober dan in lepo pozdravljeni vsi udeleženci današnjega dogodka, kako poučevati o geologiji z igro Minecraft. Tale dogodek smo pripravili v okviru projekta Better Geo Education in pa v okviru projekta Evropske noči raziskovalcev, ki se odvija ravno v današnjem dnevu. Geologija je, kot boste kasneje spoznali, temelj razvoja moderne družbe. Kljub temu pa tematiko pogosto zapostavljamo v formalnem izobraževanju. Zaradi tega smo na Geološkem zavodu Slovenije v sodelovanju tudi z ostalimi geološkimi inštitucijami v Sloveniji pripravili vrsto projektov in pa materijala, ki odgovarjajo na izzive moderne družbe prihodnosti. Tako vam bomo danes predstavili, zakaj je geologija pomembna za sodobno družbo. Predstavili vam bomo tudi izjemno zanimivo in pa visoko kakovostno orodje Minecraft in pa Better Geo, ki predstavlja dodatek in pa razširitev v igri Minecraft. Hkrati pa smo vam pripravili tudi predstavitev pripravljenega poučevalnega materijala. Na današnjem dogodku bova sodelovala dva, in sicer jaz sem Rok, tole nisem prej povedal, in pa kolegica, ki vas bo pozdravila nekoliko kasneje, Nina, ki pa se vam bo predstavila še sama. Pa najboljše, da kar začnemo. Za začetek, za čisto vse tiste, ki niste prišli iz geološke stroke, še čisto malo uvoda. Kaj je torej ta naša veja, znanost, geologija? Geo pomeni zemlja, medtem ko je logos po latinsko študija, oziroma ko združimo oboje skupaj, dobimo, da je geologija veda o zemlji, ki se najbolj natančno možno ukvarja z njenim podpovršjem. To je njej popolnoma lastno. Na površju pa se sreča tudi z ostalimi znanostmi, ki preučujejo zemljo, ter v sodelovanju z njimi preučuje naš planet v popolnosti. Geologija predstavlja tudi eno izjemno širino časa. In sicer gre za kar 4,6 milijarde let zemljinega časa. Geologi smo tisti, ki ga preučujemo, ki ga razumemo in ki ga predstavljamo tudi ostalim. Hkrati pa je geologija tudi zgodovina vsega nekoč živega. Preko vede paleontologija povezuje drevo življenja in ga predstavlja preko fosilov in tale razvoj modernega življenja. Ponuja pa nam tudi nekaj, kar je v današnji družbi izjemno izpostavljeno. Namreč to je razumevanje in pa spreminjanje podnebja in pa okolja na Zemlji. Geologi ga preučujemo tako v sedanjosti, kot v tistem globokem geološkem času, ki sem ga omenil na začetku. Jaz, kot komunikator geološke znanosti, se velikokrat na javnih dogodkih ukvarjam z otroci v osnovni šoli, z dijaki v srednji šoli in pa tudi z učitelji in jih vprašam tole enostavno vprašanje. Brez česa si ne predstavljate življenja? Brez česa pa si ga ne predstavljate vi? Najpogostejši odgovori so vam prikazani na trenutnem slajdu. In sicer otroci v osnovni šoli že prepoznavajo nekatere sestavine življenja, ki ga delajo modernega, ki delajo to družbo sodobno, povezano, globalno. Že omenjajo telefon in internet. To vidite predvsem na teh odgovorih, na tiste besede, ki so bolj poudarjene, so bile največkrat izrečene, recimo. V srednji šoli se ta zmedenost hormonska zelo pozna in kot vidite, te odgovori predstavljajo eno globalno široko sliko razvoja. Tudi srednješolci pa prepoznavajo tako vodo, kot različne moderne naprave, telefone, internete, elektriko, kot nekaj brez česa si ne predstavljajo življenja. Na poučevanjih za učitelji pa smo dobili seveda najbolj kompetentne odgovore in vidimo, da moderna družba temelji kar na nekaj stvareh, ki jih izpostavlja tudi geologija. Pa da vam samo na hitro povzamem, kaj so tiste tri presečne množice, ki smo jih dobili pri čisto vseh treh starostnih skupinah. Se pravi, ne predstavljajo si življenja brez pitne vode. In tukaj smo geologi tisti, ki to pitno vodo priskrbimo za družbo.
Ne predstavljajo si tudi življenja brez nekega varnega prostora za življenje. Geologi smo tisti, ki najbolj natančno poznamo podpovršje in tako družbo varujemo pred različnimi geološkimi nevarnostmi, kot so recimo plazovi in pa potresi. Hkrati pa tudi z dobrim poznavanjem podpovršja definiramo najrazličnejše faktorje, ki so pomembni pri inženirski gradnji. In pa tisto, kar je tudi nekako tema današnjega predavanja, sodoben način življenja. Videli ste že na začetku, pa da omenjajo telefon, internet, različne moderne naprave ostale. In tukaj mogoče ni čistemu vsakemu izmed vas najbolj znana povezava z geologijo. Geologija pa je tista, ki priskrbi vse surovine za izdelavo vseh modernih naprav, mest in pa tudi najrazličnejših modernih tehnologij. Geologija torej vsakodnevno vpliva na naše življenje. Drži. In to prepoznamo tudi preko ciljev trajnostnega razvoja. To so cilji, ki so zastavljeni preko Združenih narodov in geologija je tista, ki pokriva čisto vse izmed 17 ciljev. Pokrivamo jih v najrazličnejši širini naše vede preko praktično vsakega podpodročja. Pa še čisto na kratko o geologiji v šoli. Pred časom smo za kolegi iz Slovenskega geološkega društva pripravili pregled učnih načrtov, pripravili pregled učbenikov in iz tega izvlekli ven tematike, ki se v njih pojavljajo. Združili smo jih v tej tabeli, ki jih vidite na desni strani, v posamezne geološke tematike. V tabelah na levi strani pa so predstavljene te tematike z številom učnih ciljev, ki jih pokrivajo v posameznem razredu. Kot vidite, je učnih ciljev o geologiji v formalnem izobraževanju kar nekaj. Se pravi, se o tej pomembni vedi dijaki in pa učenci v osnovni šoli tudi kar nekaj naučijo. Zdaj pa, če preskočimo malo naprej in sicer pogledamo stvar nekoliko širše, pogledamo stvar v širini geološkega časa in pa kako se je zadeva spreminjala in pripeljala na trenutno stanje. Kot sem že prej omenil, zgodovina Zemlje traja kar 4,6 milijarde let. Zdaj pa bomo od teh 4,6 milijard skrčili in pripeljali skupaj v en dan. Če torej preračunamo, da moderni človek obstaja nekje 200 tisoč let, to predstavlja približno 4,5 sekunde v temle enem dnevu skrčene zgodovine našega planeta Zemlje. Kar pa je veliko bolj zaskrbljujoče je to, da lahko rečemo, da smo v zadnje 0,002 sekunde zemljinega časa ali v človeškem času 120 letih porabili kar več kot 1/3 vseh trenutno poznanih naravnih virov v Zemlji. Seveda jih porabljamo za dobro, porabljamo jih za napredek naše družbe. Predstavljajte si življenje tam nekje leta 1700 in pa ga primerjajte postopoma po tej časovnem traku na levi strani, kako se je naša družba razvijala. Z tem razvojem pa smo začenjali porabljati vse več in več mineralnih surovin. Na desni strani imate prikazan graf, ki prikazuje gibanje temperature skozi geološki čas. Tukaj tale graf se začne pri 20 tisoč letih pred sedanjostjo. To je približno čas, v katerem je Zemlja izšla iz zadnjega ledenega cikla in se prelevila počasi v toplo, nam prijazno okolje. Na spodnjem delu tega grafa pa vidite, kako je poraba mineralnih surovin in pa razvoj družbe vplival na naš planet. Se pravi, vidite en velik skok v zadnjih 200 letih za temperaturo. Naš planet kriči po pomoči tukaj. In geologija zopet ponuja odgovor. Pa ne samo geologija. Odgovor ponuja tukaj ena širša družba združenih mnogih naravoslovnih in pa tudi družboslovnih znanosti. In sicer
je ta prehod iz linearne družbe v krožno družbo izjemno pomemben za nadaljnje ohranjanje dobrega življenja na našem planetu. Kaj torej pomeni linearna družba, se sprašujete? Linearna družba pomeni to, da mi nekaj izkopljemo, iz tega izdelamo izdelek, ga uporabljamo in pa zavržemo. Ne predstavlja torej nekega kroga, vse na tej zemlji pa je krožno. Zato mora tudi naša družba postati krožna. Da bomo pa postali lahko krožna družba, se moramo soočiti z nekaj izzivi, pa si jih poglejmo. Čisto prvi je, da moramo hraniti zanko krožnega gospodarstva. Hraniti jo moramo zaradi tega, ker se razvijajo tako nerazvite države kot države tretjega sveta, hkrati pa se povečujejo tudi naše potrebe, kot smo videli na prejšnjem grafu, za vsako novo napravo, za vsakim novim izumom se lahko zgodi tudi povečanje porabe mineralnih surovin. Potem moramo optimizirati to zanko krožnega gospodarstva, kar pomeni, da moramo izdelke oblikovati na način, ki nam omogoča to, da surovine vračamo nazaj v cikel krožne družbe. In pa moramo upočasniti zanko. Upočasnimo jo tudi z prispevkom vsakega posameznika. Tako, da neko stvar uporablja dalj časa posameznik, da je ne zavrže, ampak jo raje popravi, da razmisli o posameznem nakupu in s tem prispeva tudi zmanjšanju porabe mineralnih surovin na našem planetu Zemlji. In pa zelo pomembno, tudi zapreti je potrebno to zanko. Nujno je, da vse naprave, ki nam ležijo po naših domovih, odlagamo na primeren način, tako da se vrnejo nazaj v krožno gospodarstvo. In ravno zaradi tega dobi geologija tukaj še večji pomen. Geologija je namreč temelj trajnostnega razvoja in pa krožnega gospodarstva. Zato je toliko bolj pomembno, da geologijo proučujemo, razumemo, predstavimo in pa tudi poučujemo. In tale del poučevanja vam bo sedaj bolj podrobno predstavila moja kolegica Nina. Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Nina in sem geologinja. Zdaj pa si bomo malo bolj podrobno ogledali, kako praktično z igro Minecraft poučevati o tej tematiki, ki jo je zdaj malo bolj podrobno predstavil Rok. In za začetek, na kratko o tem, zakaj sploh poučevati z igrami. Zakaj torej poučevati z igrifikacijo. Učni proces se skozi poučevanje z igrami naredi bolj zanimiv in privlačen, bolj inovativen. Prav tako se bolj približa željam mlajših generacij in potrebam mlajših generacij. Če se torej z otroci srečamo tam s tistim, kaj oni radi počnejo, so otroci za učenje bolj motivirani in zagnani. In s tem se potem dosti močno poveča učna efektivnost, znanje se lahko dosti bolje ohrani, prav tako pa potem torej igre močno dvignejo učni potencial. Zato recimo igre in igrifikacija postane močno orodje za poučevanje o novih stvarih. Kaj pa torej sploh je igra Minecraft? To je ena izmed najbolj popularnih iger na svetu, saj vsak dan igra več kot 100 milijonov igralcev. Večina otrok to igro že pozna, jo zna igrati ali jo pa želi igrati, zato je ni težko predstaviti v razredu za poučevanje. Igra pa izgleda takole, da je svet sestavljen iz takih blokov, torej 3D svet, neomejen, in v igri upravljamo tega človečka, ki ga vidimo spodaj na desni sliki. Z njim se premikamo po svetu in lahko nabiramo različne surovine. Ali je to les, tla, kamnine, živali in tako naprej.
Iz teh surovin pa lahko potem naredimo razne nove predmete, ki nam pomagajo v tem svetu preživeti, torej orodja, pa zgradimo lahko hiše in tako naprej. Da pa ta igra postane še bolj močno orodje za poučevanje o teh tematikah, o katerih je prej že Rok govoril, pa se je razvil poseben dodatek, Better Geo, reče se mu Better Geo. Torej, ta dodatek pomeni, da se v igro Minecraft vpeljejo torej neke nove funkcije v igri, nove stvari, ki jih lahko najdemo in tako naprej. Tukaj na levi sliki zdaj vidimo, kako izgleda Minecraft brez dodatka, torej večinoma sivo rjav, pa nekaj zelenja. Na desni sliki pa lahko vidimo, kako potem izgleda igra, ko dodamo ta dodatek Better Geo. Torej, dosti bolj barvito, več različnih kamnin, torej tako kot je tudi v resničnem svetu. V navadnem Minecraftu so torej bloki bili večinoma sestavljeni iz tal in kamnin, takih sivih kamnin. Zdaj pa potem z dodatkom pa se ta blok tal recimo spremeni v razne bloke tal. Tukaj imam za primer samo ene 4, drugačih je še dosti več. Prav tako se ta blok kamnine spremeni v dosti več blokov različnih kamnin. Prav tako pa se tem blokom pripišejo različne značilnosti. Recimo kamnine imajo različne trdote, recimo rabimo različno časa, da razbijemo določeno kamnino. Prav tako recimo tla imajo pripisano rodovitnost, kako hitro rastejo rastline na določenih tleh. Ko te bloke potem v svetu razbijemo, v njih najdemo tudi različne surovine, ki pa niso naključno razporejene, ampak moramo za določeno surovino najti prav določeno kamnino. Zato se v igro so dodala tudi različna orodja, s katerimi lahko iščemo te kamnine, kot recimo vidimo spodaj levo magnetni kompas, ki nam pomaga najti železovo rudo. Te surovine lahko pol v igri tudi predelamo, dobimo ven različne mineralne surovine, iz katerih pa potem lahko izdelamo različne predmete, kot recimo vidimo desno spodaj baterijo. S tem dodatkom se torej igra Minecraft potem spremeni v inovativno učno orodje za poučevanje o geologiji. Torej, dodatek izboljša igro na tak način, da se igralec skozi igro spoznava tako z geologijo kot z mineralnimi surovinami in povezavo tega dvojega. Prav tako se v igro vpelje več novih funkcij za učenje. Skozi igranje se lahko srečamo z vsemi stopnjami iz krožnega gospodarstva, ki jih je že prej Rok omenil, torej od raziskovanja do rudarjenja, izdelave različnih predmetov, pa potem tudi recikliranje je možno v igri, če zgradimo tako reciklirno postajo. Igra prav tako tudi podpira samostojno učenje, in sicer s pomočjo knjig, ki jih lahko najdemo v igri za vsako novo surovino, kamnino, tla, ki jo razbijemo, naberemo. Dobimo lahko knjigo, ki nam pove več o tej surovini, kako izgleda v resničnem svetu, kako jo lahko uporabimo. Prav tako pa je samostojno učenje lahko poteka tudi preko sistema dosežkov, ki je vpeljano v igro, ki v bistvu nam pomaga slediti, kje v igri smo, kaj še lahko dosežemo, kaj smo že dosegli. Torej, recimo, če zgradimo talilnico, dobimo poseben dosežek, če zgradimo reciklirno postajo, dobimo spet poseben dosežek, da smo vpeljali krožno gospodarstvo v naš svet. Zdaj pa si bomo na kratko pogledali en video, ki v bistvu predstavlja, kako izobraževanje z Better Geo dodatkom poteka v projektu Better Geo Education. We have used rocks and minerals for as long as we can remember. During millions or even billions of years, these raw materials have formed in what we today call the bedrock. Throughout history, we have learned how to extract metals from them and build amazing things. The
how does mining work? How do we extract lithium for our smartphones, or iron to build bridges, trains and shopping malls? Do we produce it at home or import from other countries? And how are the working conditions? How does it affect our environment? Why don't we recycle more? To help learn about these conditions, we created Better Geo Edu, which uses one of the most popular games in the world, Minecraft. Better Geo Edu has plenty of teaching resources for primary schools that can be used either in the classroom or at home. All materials are available in several different languages, and you can choose if you want to teach using computers or without. The tools have been created by educators, scientists and gamers. Everything is freely available and no registration is needed, so you can start learning today. Tako, torej, to je bil zdaj kratek video, kako torej uporablja Takoj bomo nazaj, samo še malo. No, torej, to je bil zdaj kratek video o... Evo, tako, zdaj pa bo. Torej, kratek video o tem, kako uporabljamo ta Better Geo Edu pripomoček v tem projektu istoimenskem. Da naj še na hitro ponovim. Torej, Better Geo Education ponuja različne izobraževalne materiale za učenje v osnovnih šolah. Učimo o surovinah, krožnem gospodarstvu in trajnostnem razvoju. V ozadju tega je pa seveda geologija. Učni material uporablja elemente iz igre. Torej, lahko uporabljamo te vaje online ali offline, torej ali uporabljamo igro z računalnikom ali pa uporabljamo samo učni material brez računalnikov. Naj poudarim torej, da je učni material brezplačen in je dostopen na Better Geo Education spletni strani, torej bettergeoedu.com. Tam najdete pa tudi navodila za namestitev tega dodatka Better Geo. Moram pa poudariti, da torej dodatek je brezplačen, ampak morate pa da jo lahko namestite, imeti nameščen Minecraft igro. Torej, na spletni strani najdete vsa navodila po korakih za izvajanje vaj, ves pripravljen material in tako naprej. Zdaj pa še ena pomembna zadeva je, da se znotraj projekta prav tako dogajajo tudi trainer dogodki, v katerih izobražujemo učitelje za uporabo tega dodatka in materiala, ki je nastal. Naslednji trainer dogodek imamo razpisano preko Katisa, torej najdete ga v katalogu Katis in bo se izvajal enkrat v marcu. Tako da ste vsi vljudno vabljeni, da se tudi prijavite na to izobraževanje, če vas zanima še več o tej igri in izobraževanju. Zdaj pa bomo si na hitro pogledali še nekaj torej že pripravljenega učnega materiala, torej vaje, ki smo jih že izdelali in so že objavljive na spletni strani. In torej prva vaja se reče Kamnine in minerali. Dotika se predvsem iz krožnega gospodarstva, se dotika predvsem tega prvega dela raziskovanja, torej o kamninah in mineralih. In za izvajanje te vaje sicer potrebujete računalnike, ker se na začetku tudi nekaj časa igra igra. Učni cilji pri tej vaji pa so predvsem opazovanje in skiciranje kamnin in mineralov in potem prepoznavanje pravih vzorcev teh kamnin in mineralov s pomočjo teh skic, ki jih otroci nariščajo. Prav tako pa torej vaja spodbuja natančno opazovanje, pa ker otroci delajo v skupinah, tudi spodbuja delo v skupinah. Vaja torej poteka tako, da sprva učenci igrajo igro Minecraft,
In sicer tako, da potujejo čez različne sobe, kjer v vsaki sobi najdejo različne kamnine in minerale. In v vsaki sobi morajo na delovni list si skicirati, kako ta kamnina ali mineral izgleda, prav tako pa napisati neke določene lastnosti o tej kamnini, recimo koliko časa so potrebovali, da so jo razbili in tako naprej. Potem pa dobijo prave vzorce kamnin in mineralov, ki izgledajo takole recimo, in probajo te prave vzorce po svojih zapiskih, ki so si jih pač torej narisali in zapisali, te vzorce razvrstiti na prava mesta. In tako torej pol združimo ta del igranja igre in potem še predstavitve pravih vzorcev. V tem bi še pa rada povedala, da se s to vajo lahko lepo združi tudi en drug učni pripomoček, ki se mu reče Kamenček. To je aplikacija za prepoznavanje kamnin. V bistvu je sestavljena iz kamninskega ključa, kjer na kratka vprašanja odgovarjamo z odgovori da, ne, in na koncu dobimo ime naše kamnine, ki jo opazujemo. Se pa torej lahko to lepo združi s to vajo, saj lahko pol otroci tudi te kamnine poskušajo prepoznati z pomočjo aplikacije, saj so se že prej naučili, kako dobro opazovati kamnino, katere lastnosti so pomembne, kar pa tudi pol v tej aplikaciji lahko še poudarimo. Je pa aplikacija tudi brezplačna in jo lahko najdete na Google Play Store. Naslednja vaja je Lego rudarjenje. Ta vaja se dotika predvsem raziskovanja, rudarjenja in predelave. Učni cilji, ki jih pokrijemo z njo, so ločevanje ter primerjava mineralov v kamnini in rudi, ocena vpliva rudarjenja na okolje, prav tako pa analiza pomena surovin za naše vsakdanje življenje. Za nalogo se potrebuje nekaj raznobarvnih Lego kock ter pripravljen material, ki ga enostavno natisnete. Zato se za to vajo v bistvu ne rabi uporabljati igra Minecraft, ker je ves material že pripravljen in ga natisnete. V sklopu vaje smo pripravili tudi predstavitev za učitelje, ki jo vidimo, recimo 2 slajda iz predstavitve vidimo na levi strani, s katero lepo lahko razložimo, kako sestavimo kamnino iz mineralov, torej Lego kocke predstavljajo minerale, ki jih potem zložimo skupaj in nastane kamnina. Prav tako pa lahko pol z lahkoto vpeljemo pojem ruda, saj samo rečemo, da v kamnino dodamo še rudne minerale, torej recimo rdeče Lego kocke v tem primeru, in potem dobimo iz tega rudo. Zdaj pa smo pa v sklopu vaje naredili tudi kratek video iz igre, zato da si lažje potem učitelji pokažejo, kako izgleda igra, in ne rabijo igrati, lahko samo pokažejo video. Izgleda pa takole, bomo zdaj ga pogledali. Torej recimo z magnetnim kompasom, ki sem ga že prej omenila, ki nam pomaga najti različne rude, najdemo lahko torej železovo rudo. Vidimo, da se kompas močno obrača v bližini te kamnine. Vzamemo kladivo in lahko potem to rudo skopljamo takole. In potem te minerale naberemo, se nam spodaj shranijo v vrstico, lahko pa tudi pol poskrbimo za okolje, tako da zaščitimo to luknjo, ki smo jo naredili z rudarjenjem, in noter damo te odpadne kamnine, ki jih ne potrebujemo. To rudo lahko potem torej v talilnici pretopimo, za gorivo rabimo premog in iz te rude naredimo torej železo. Vidimo pa tukaj nekaj na tem posnetku, da iz te talilnice izhajajo taki grdi črni plini, ki pa definitivno niso dobri za okolje. Se tudi odlaga ta pepel zaradi njih, ki nam škodi in škodi živalim in tako naprej. Se pa v igro vpelje potem rešitev, tako da lahko na talilnico damo tak dimnik, ki nam pomaga te pline zaustaviti.
in potem lahko to železo poberemo iz talilnice in iz njega naredimo nove predmete. Torej, tako izgleda ta video, medtem pa učenci tudi uporabljajo delovni list, in medtem tudi izlagajo Lego kocke. Recimo pri prvi nalogi morajo torej zgraditi kamnino iz Lego kock, potem pri drugi morajo rudo zgraditi iz Lego kock, potem pa imajo še različne naloge, ki so malo bolj povezane z matematiko. Recimo, da malo izračunajo, kakšen delež rude so, kakšen delež rudnih mineralov so v svojo kamnino zgradili, koliko bi ta pol ruda bila vredna in tako naprej. Zdaj pa še zadnja naloga, ki bomo jo danes predstavili, se ji pa reče od kamnin do računalnika. Ta je mogoče malo bolj enostavna vaja in je mogoče primerna malo za nižje razrede, se pa dotika celotnega krožnega gospodarstva. Predvsem z njo poudarimo razumevanje, da za nove produkte potrebujemo več različnih surovin. Prav tako potem učenci analizirajo to pot od kamnine do tega, da lahko dejansko nek izdelek izdelamo, in tudi odvrednotijo pomen teh surovin za izdelavo produktov. Torej, tudi tukaj je posredna povezava z igro, igra se posebej ne rabi igrati za izvajanje te vaje, bo pa v prihodnosti ta vaja tudi digitalna, bomo pa zdaj povedali še več, kako izgleda. Torej, učenci na začetku igrajo v spomin z karticami, ki izgledajo takole. So različne slikce iz Minecrafta, tako da posredno je torej vaja povezana tako z igro. Igrajo spomin, te kartice obdržijo, nato pa dobijo tak delovni list, ki ga vidimo na kameri, in berejo zgodbico o rudarju Juretu, ki si želi izdelati računalnik, ampak mora prvo najti različne surovine, da lahko to naredi. Med zgodbico so noter omenjene vse te surovine in jih učenci potem zlagajo takole na delovni list po vrsti, kakor naletijo v njih v zgodbici. Torej, ta material bo v prihodnosti mogoče uporabiti tudi digitalno, bojo učenci lahko digitalno igrali spomin in potem brali zgodbico in zlagali kartice na delovni list, tako da bo možno vajo uporabiti tudi za učenje na daljavo. To je bilo v bistvu zdaj vse iz najine strani. Zdaj še za konec, da mogoče poudarim, da lahko torej ves material in navodila za namestitev najdete na Better Geo Education spletni strani. Prav tako lahko različne videe pogledate si na YouTubeu, pa tudi lahko nas spremljate na socialnih omrežjih, na Facebooku ali Instagramu pod hashtagom BetterGeoEdu. Zdaj pa, če se je nabralo kaj vprašanj, lahko še to odgovorimo. Seveda sproti nismo imela tega časa, da bi to spremljala, zato zdaj le čisto na hitro še pogledam, a je kakšno vprašanje. Drugače pa vas vabim, da enostavno vprašanje zastavite sedaj. Da pogledamo, kaj pravijo. Pravijo, da so se imeli na današnjem dogodku fino in bili razigrani, kar nam je všeč. Pa še počakamo mogoče sekundo, če se kakšno vprašanje pojavi, drugače pa se vam zahvaljujemo za pozornost, za ogled današnjega dogodka in predvsem še enkrat vas vabimo, da ta material uporabljate pri svojem delu, da ga razširjate, da sporočate drugim tudi to naše pomembno sporočilo. Ter tudi to, da se nam torej pridružite na kakšnem izobraževanju, kot sem ga že prej omenila, torej recimo preko Katis kataloga. Še enkrat lepo vabljeni tja. Nina, eno vprašanje imamo, kako si naložiti Better Geo v Minecraft? No, torej, tako kot sem že prej omenila, na spletni strani Better Geo Edu
so navodila za namestitev tega dodatka. Torej, tam je po korakih razloženo, kako ta dodatek namestiti. Seveda je pa pač prvo potrebno namestiti igro Minecraft. Ampak mislim, da so navodila dobra in da se da kar dobro znajti z njimi. Tako da poglejte na spletno stran, prosim. Tisti, ki niste uspeli celotnega dogodka spremljati, bo dogodek seveda objavljen še naprej na YouTubeu, tako da tudi vnaprej vabljeni na ogled. To je bil odgovor Petri, ki je ravno sedaj vprašala. Torej, mogoče še sekundo za kakšno vprašanje, da se upogumite, ali pa kar dvignite roko, mogoče pa vprašajte. No, če ne, se vam še enkrat najlepše zahvaljujemo za pozornost. Ja, tudi jaz se